Danes v novicah med drugim priznanja za inovativna dolenjska in belokranjska podjetja. 34. so napolnili Trebanjski koš. 50 let Društva kmečkih žena Metlika. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z nagradami. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je 18. leto zapored podelila priznanja za najboljše inovacije v regiji za letošnje leto. Na razpis so prejeli 34 inovacijskih predlogov, kar je največ doslej. Pri snovanju inovacij je sodelovalo kar 184 inovatorjev iz 16 podjetij in enega javnega zavoda. Komisija je 10 inovacijam prisodila zlato, 14 srebrno in 8 bronasto priznanje. Ena je dobila priznanje za probojno invencijo. Inovacije so pokrile vse ključne segmente, na katerih se inovacije lahko nahajajo, se pravi produktne, procesne, okoljske, trženjske. A večinoma so prevladovale procesne in produktne, ker imajo podjetja v tej regiji lasten razvoj in tehnične rešitve, še dodaja. In kaj inovatorjem in podjetjem pomeni prejeto priznanje? Inovacija je zelo pomembna za razvoj, saj odpira nov način izobraževanja zaposlenih. Za Adrio pomeni, da bomo ponovno pokorili našo konkurenco, ker smo daleč pred njimi. Predstavili smo nekaj novega na svetovnem trgu. V teh 3 letih delovanja imamo preko 30 industrijskih referenc in zelo vesel sem, da nekatere tiste po našem mnenju najboljše so prepoznane tudi v regiji preko inovacijskih priznanj. Za nas to bilo spet en velik preskok v poslovanju podjetja, kjer si gradimo bodočnost, trge nove in nove kupce. Gre pa za tehnološko napredno rešitev, ki jo bo posameznik uporabljal v prihodnosti čez nekaj let. Take nagrade potem pomenijo to, da smo inovativni in da bomo tudi rešili ustrezne probleme, ki jih kupci imajo. Inovacije in razvoj že dolgo niso več modna muha, kar zelo dobro vedo v novomeški Krki. Tudi letos so osvojili največ priznanj. Od 7 so kar 3 prejele zlato. Vse te inovacije v bistvu zahteva trg. Mi se samo odzivamo na potrebe naših pacientov, zdravnikov, farmacevtov in vseh ostalih, ki so naši kupci. Letošnja rdeča nit razpisa z novimi tehnologijami do neba je bila spodbuda, da podjetja dvignejo pogled in razmislijo, kam seže moč slovenskega inovativnega znanja. Imajo vaše inovacije izrazit mednaroden doseg. Prav zato njihov domet ali pa njihov pomen presega lokalne okvirje. Odmevajo širše v Evropi in v svetu. Z dvigom inovacijske kulture med podjetji v regiji se v zbornici ukvarjajo že več kot 15 let. Mislim, da je ključno tisto naša povezanost in naše sodelovanje znotraj te regije. Tako na tem področju inovativnosti, kot tudi na ostalih področjih. Za uspeh pa je tako kot v športu, tako kot v inovativnosti ključna visoka motivacija in ekipna ali pa posameznikova osebna predanost končnemu cilju. 6 najbolje ocenjenih regijskih inovacij bo 16. septembra letos na Brdu pri Kranju sodelovalo na podelitvi državnih priznanj za inovacije. Nagrajevali pa so tudi v Trebnjem, in sicer umetnike. Hkrati pa so v središču mesta že 34. v Trebanjski koš naložili pestro vsebino. Poglejmo prispevek. Letošnja prireditev iz Trebanjskega koša je imela močan umetniški pridih. V mestnem parku so obiskovalci, predvsem otroci, dopoldne ustvarjali z udeleženci že 58. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, ki ga organizira Trebanjska galerija, ki sicer deluje pod okriljem tamkajšnjega centra za izobraževanje in kulturo. Zvečer je bila na osrednjem odru podelitev nagrad ob zaključku tabora. Želeli smo to slavo, ki je včasih mednarodni tabor
tabornikov in samorastnikov imel spet zopet ponesti med udeležence, med naše občane in zaradi tega v bistvu, da bi jim tabor zopet še bolj približali, kakor smo v preteklih letih. Strokovni svet je veliko nagrado, ki prinaša tudi samostojno razstavo v galeriji, podelil srbskemu umetniku Zoranu Anđelkoviću za delo Čudežno drevo, ki povezuje preteklost s prihodnostjo, resničnost s sanjami. To je veliki uspeh, da znate. Jako lepo, vidio sam baš organizacija galerije je stvarno tip top. To drvo sveto može da bude hrast, može da bude lipa, može da bude i neko drugo, ali dugovečno drvo. Umetnost je le eden od okusov Trebnjega, kot se imenuje blagovna znamka, pod katero je bila prireditev drugič. Okusi Trebnje niso to, kar na prvi pogled mislimo senzorične, kulinarične poglede, ampak širše predstavljamo dejansko vse našo dediščino, vse naše zanimivosti in dejansko na bogato kulturo, ki jo ustvarjajo naša društva. In 27 jih je sodelovalo v povorki. Če so bili lani ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Trebnje v ospredju gasilci, so se letos predstavili številni drugi. Mi radi pridemo tle se pokazati še širši javnosti Trebnjega, da še ostali vidijo, kaj počnemo. Vzgajamo mlade v odgovorne mladostnike in potem tudi naprej. V bistvu smo taborniki, delamo mladi za mlade. Predstavimo se širši publiki in oni lahko vidijo, da smo na tem območju, da pomagamo pri kulturizaciji narave, da ni zaraščena, da so naši bregovi lepo popašeni in obdelani. Tlele je kar dosti ljudi, veliko tudi od drugot in nas potem spoznajo še bolj. Mogoče si nekdo kdaj predstavlja motoriste v slabšem pomenu, ampak mi strmimo bolj k tem, da smo z lokalci bolj povezani in zaradi pokažemo, da tudi vedo lokalci, da imajo nas in tudi pripravljamo zaradi tega razne dogodke in prireditve. Druženje se je v parku nadaljevalo še pozno v noč. Minuli konec tedna je Društvo kmečkih žena Metlika povabilo na poseben jubilej. Na slovesnosti, ki so jo pripravile na letališču v Prilozju, so obeležile pol stoletja delovanja. Tako kot njihovo delovanje je bilo pestro tudi jubilejno druženje. Metliške kmečke ženske so se zahvalile zaslužnim, poskrbele za kulturni program in pogostitev. To je velik dogodek. Ponosna sem na vse prejšnje predsednice, ki so tlakovale to pot, da mi lažje naprej peljemo. In ponosna sem na vse članice. To je en velik jubilej tudi v človeškem življenju, kamoli v društvu, tako da mislim, da je to bilo res veliko dela vseh članic, ker en sam ni nič in smo res ena taka ekipa, da smo lahko to speljali. In res pripravili program, upam, da so se vsi nasmejali. Globok poklon vsem tem generacijam tlenih kmečkih žensk v občini Metlika, ki so skozi 50 let ohranile to bogato kulinarično dediščino metliške občine, hkrati pa tudi poskrbele, da je podeželje živo, lepo ohranjeno, da uživamo lokalno pridelano hrano. Društvo kmečkih žena Metlika, ki ga sestavlja več kot 130 članic, je nepogrešljivo pri soustvarjanju kulturnega življenja v občini. Poleg kulinaričnih poslastic, ki jih vselej z veseljem pripravijo, je prepoznavna njihova gledališka skupina. Kar 20 let so pele pevke v zboru Stezice, zdaj s pesmijo razveseljujejo Vitice. Ustanovile smo jo z željo, da bi ohranile staro ljudsko pesem, staro ljudsko petje, da ne bi šlo v pozabo in potem smo nadaljevali. Bilo nas je v začetku več, potem nas je pa ostalo skupina, ki je šla do 20 let. Se nam zdi, meni osebno in vem, da tudi vsem ženskam, ki v zboru pojejo, ki jih je 18, kar se pomeni zelo veliko, za eno tako skupino tudi njim zelo to pomembno, da poleg vseh ostalih stvari, ki družijo kmečke žene, jih druži tudi ljubezen do ljudskega petja. 50-letnico delovanja so obeležile tudi z razstavo fotografij z mnogih dogodkov, katerih del so bile
Novomeški glavni trg pa so v soboto ponovno zasedli halštatski rokodelci, umetniki in druge poznane figure iz tega prazgodovinskega obdobja. Dolenjski muzej je tokrat že 10. organiziral praznik Situl, s katerim želi za eno popoldne obuditi staro železnodobno mesto izpred 2500 let. Vsako leto boljše, kar se tiče ponudbe. Obisk pa mislim, da je tudi kar v redu. Vedno pridem malo pogledati, malo pozdraviti muzealce in tudi tuje goste, ki pridejo k nam, tako da zelo dobro. So far I like it a lot, yeah, and my kids are enjoying it too. Letos je bil poudarek predvsem na steklu oziroma steklenih jagodah, ki jih Dolenjski muzej hrani na tisoče. Predstavili so tudi druge pradavne obrti, kot so kovaštvo, lončarstvo, izdelava preje, pa takratno kulinariko in še marsikaj. Letos prvič nastopam s svojimi izdelki. Do zdaj se še nisem udeležila, tako da mi je to zelo posebno. Ljudje so lepo sprejeli celo dogajanje, pa tudi moje stvari. Danes smo tukaj v vlogi suličarjev, stražarjev, kasneje bomo tudi izvajali delavnico boja s sulicami za otroke. They invited us here to show the people here in Novo Mesto how the glass beads were made in ancient times. And this is what we are showing them. Prireditev pripravljamo kot nekako kombinirano, bom rekla, muzejsko-turistični dogodek, ki je namenjen širšim množicam. Predvsem si želimo, da bi se v tem prazniku Situl prepoznali domačini in novomeščani, kajti pravzaprav gre za našo skupno arheološko oziroma kulturno dediščino. Proti večeru so obiskovalcem pokazali še nekaj prizorov s Knežjega dvora. Ker je letos posvečeno vse steklu, imamo tudi letos glavno prireditev namenjeno neki stekleni ogrlici, okoli katere se plete zgodba. In načrti in želje za prireditev prihodnosti? Veliko imamo še predmetov in zgodb, ki bi jih radi prikazali in zagotovo bomo šli v to smer. Bi pa seveda želeli, da bi pravzaprav ta prireditev postala prepoznavna tudi med domačini. Praznik Situl se je zaključil s koncertom skupine Birbeli in vodenim ogledom situlske umetnosti v Dolenjskem muzeju. Za konec pa se preselimo še v grajski park gradu Sevnica, kjer je nastopil trio Vivere. Na odru pa sta se mu pridružili tudi gosti. Več v prispevku. Grajski park v Sevnici postaja tradicionalna poletna destinacija, ki vsako leto ponudi nekaj posebnega. Je bilo mnogo teksta, mnogo novih stvari, da smo se jih naučili, pripravili. Tudi bomo predstavili naš nov singel, našo novo pesem, Zate sem tu. Tako da je pravzaprav spet en krst ene pesmi na tem sevniškem gradu, ki upajmo, da bo postal tradicionalen nekako destinacija poletna za naš trio Vivere. Naravni ambient je pevcem, eden je iz Posavja, pisan na kožo. Jaz sem zelo povezan z naravo, tako da takšen ambient, veličasten grad, mogočna drevesa, ki imajo v sebi zgodovino, ne vem, 200, 300, 400 let nazaj, edinstveno, enkratno. Radi se vračamo in tudi publika, ko se glasba pa ta ambient združi, mislim, da krasen večer ne uide. Sicer pa je trio Vivere v letošnjem letu zelo aktiven. Letošnje leto smo štartali z koncerti februarja in marca. Sedaj je bil malo premora, ker smo šli v studio, posneli novo pesem, ki bomo danes premierno predstavili v živo. Seveda začel se ne veseli december, ampak vesel junij, tako da bomo zdaj kar zelo zaposleni ta mesec pred poletjem, potem pridejo malo kratko dopusti in potem znova zagon do srečnega novega leta. Koncert so začeli z lansko uspešnico, ki kar vabi na morje. Na trgu Tartini, tam pred hišo Venecijano, poje klapa v mesečini, canzoni do fortepiano. S trio Vivere sta zapeli tudi posavski pevki, glasbena diva Nuša Derenda in vzhajajoča zvezda Veronika Strnad. Ne samo preteklost in prihodnost, pomembna je tudi sedanjost. Zato imejte prijeten večer, ostanite v naši družbi in bodite lepo.